branje bo vzljubil. 3-letnik zelo rad šteje, številke ga začno zelo zanimati. In slikanica je morda kot nalašč za to, da prešteje vse putke, ki jih prenaša kokoška, oblake na nebu ali pike na predpasniku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skozi igro se že začne seznanjati z računanjem, kar je osnova za njegove matematične spretnosti. Zdaj šteje, kasneje bo to preštevanje mojstrsko obvladal. Zdaj sem jaz prebral približno do 50 knjig. Knjige so lahke, samo tistemu, ker se odločite ne bo prav, se mi zdi, da niso lahke. Pri spodbujanju branja in računanja ne smemo nikoli pozabiti, da razvoj bralne zmožnosti poteka po logiki začaranega kroga. Tisti otroci, ki bodo na začetku dobro brali in ki jih bodo spodbujali in pohvalili, bodo zato na koncu še bolj brali. Tisti otroci, ki bodo pa na začetku slabo zbrali, bodo pa imeli s tem težave celo življenje, ne samo v šoli. Žal pa ima ta logika tudi negativno stran. Tisti otroci, ki so ob vstopu v šole in manj uspešni, potem dobijo tudi manj spodbude, dobijo namesto tega kritiko in postajajo vedno manj uspešni bralci, čeprav bi potrebovali več spodbude in več pohvale, da bi se branja oprijeli. Lahko se celo zgodi, in to ni tako redko, na žalost, da se začnejo izogibati branju v prepričanju, da oni niso za branje in branje ni za njih. In iz tega nastane ponovno začarani krog in negativna motivacija. Iz te pasti se je zelo, zelo težko rešiti in tako se velikokrat zgodi, da otrok postane nebralec in ne bere. No in mi smo zopet nazaj v našem studiu. Z nami je profesor dr. Manca Košir. Glede na tale prispevek, gospa Manca, kako ste vi s svojima deklicama pregledovali slikanice, katere so jima bile najljubše? Mi smo imeli vrsto takih slikanic, ki so šle z roda v rod in zdaj jih imam jaz, jih ne dam od sebe, recimo Martina Krpana, ker je tako dobro naslikana kraljeva ilustracija, ne, to je že prav umetniški izdelek. Skratka, dom brez slikanic je prazen dom, bi si upala reči. Ja, slikanic smo imeli pa pri nas res veliko, kajti že od malega smo bili s knjigo. Naj ne bo, tako je moje vodilo, a ne? Nobenega praznika družinskega, ne da bi poklonili drug drugemu knjigo. Skratka, slikanica naj nas spremlja, ker ti od slike do besede in nazaj od besede do slike, ne, je samo majhen, ampak zelo pomemben korak. Lahko tudi starši pač izkoristimo, ko so bili ali smo bili majhni, ni bilo takih slikanic in današnje slikanice nam lahko burijo domišljijo in jo lahko skupaj predelamo z otrokom. Najlepše so pa tiste slikance, ki jih potem še sami malo obdelamo. Tako da naj se staršem knjige nič ne smilijo, če otrok ima rad slikanco, naj jo razkirajo, naj ne kričijo, naj počečka, pa naj naredi še svojo lastno slikanco. Mal naj slika po njej, mal pa še po papirjih. Otroci imajo zelo radi slike. Najprej se osredotočijo na sliko, tudi če je knjiga, pravljica, zelo radi gledajo slike. Ja, zato ker večina današnjih otrok tipov vizualne kulture, se pravi, so vizualni. Najprej jih pritegne slika, ne? Mislim, da je že takih 3/4, ne? In zato je tako težko danes biti zbran v šoli, ker učiteljice učijo še po starem dolgočasnem programu, kjer se je predavalo in govorilo, danes se pa gleda, ne, v modernih šolah. In zato je tako bistveno, da otroci tudi berejo. Da poleg tiste slike, ne, pridejo tudi do besede, ne, in do čarobnosti te besede in da vzljubijo, tako kot imajo radi slike, vzljubijo tudi besede in vzljubijo jezik, v katerem smo in brez katerega bomo propadli kot ljudje. Hotela sem vas vprašati ravno tudi to, kakšen napotek bi morda dala staršem, kako naj vse postopijo od tega, če sami niso navdušeni in če so morda že postavili knjigo v kot zaradi svojega strahu in mogoče zaradi slabih spominov na šolo. So še kakšni taki prijemi, da lahko otroka pridobimo in ga vzpodbujamo k branju, se igramo z njim? Vse to, kar ste zdaj našteli, a ne? Najprej naj si priznamo svoj strah.
pa če smo imeli kakšne zoprne učitelje, posebej te, ki pridejo v Slovenijo in ne morejo znati našega jezika takoj izvrstno in odlično in imajo lahko zato težave v šoli, ampak važno je, da so oni dobri v maternem jeziku. Tam se gradi naša samozavest, da to naj berejo knjige v albanščini, bosanščini, srbščini, makedonščini in tako naprej, pa tudi, če bodo malce slabši v šoli, ampak če so dobri v svojem maternem jeziku, bodo potem dobri tudi v tujih jezikih, ker materni jezik je osnova za desno in levo možgansko polovico, da prepoznava ta bralni proces branja informacij in potem seveda tudi pisanja in oblikovanja. Torej, najprej, če si rečemo v družini, ali mi je šlo na živce branje, še zdaj ne maram brati, pa skupaj z otrokom, bomo skupaj nekaj naredili, tudi če je čist majhen, ne? Pa začnimo brati z otrokom, če ne znamo dobro brati, še enkrat velike črke. Mi imamo en prekrasen krožek, študijski krožek, beremo z Manco Košir v bližini Litije, kjer je gospa Omahnova, ki je njihova izjemna mentorica, začela delati s kmečkimi ženami, ki niso več znale dobro brati, ne? In so začele kar s Čebelico. Veste, tam, to je zbirka, ki ima velike črke, ne? Danes. Potem iz Čebelice so prišle na mladinsko literaturo. Potem so bili že tako daleč, da so že same napisale svoj časopis. Jaz sem imela solzne oči, ko sem brala njihov časopis. Kaj so te ženske naredile iz sebe preko branja? Kajti preko branja so one dobile tudi notranjo samozavest, da so nekaj vredne. A ne? Če znamo brati, če se znamo s tem orientirati v tem informacijskem svetu, smo vendarle nekdo. Knjige ustvarjajo nov svet, a ne? In mi s tem širimo svoj lasten svet, svojo dušo, zato pravim, berimo iz užitka. Užitek, to, ko ste me vprašali, kako naj starši in otroci, a ne, uživajo naj skupaj. In postati radoveden, kaj v tej knjigici piše, ne? In ko se mi igramo s knjigami, prek knjig in v knjigah svojim otrokom, se prebudi tudi naš notranji otrok. Kultura branja v družini prinese tudi boljšo pismenost v družini. Borimo se za to, da bi nasplošno nekako dosegli višjo raven, da bi otroci skozi svoje branje in učenje pač prišli do boljših rezultatov. Tudi to je pomembno. Ja. Andragoški center je delal mednarodno raziskavo pred par leti in pokazalo se je, da smo Slovenci po tej funkcionalni pismenosti, ker gre tudi za matematično pismenost, čisto na dnu. A ne? Mislim, da sta bile samo še 2 državi za nami, ker smo tako slabo pismeni. Vse vrste pismenosti, a ne, so izjemno pomembne, ampak vse so v glavi. Vse so v glavi in vse so v jeziku. Ne moreš niti računalnika odpreti, če ne znaš prebrati navodil, kako ga boš odprl in kaj moraš pritisniti. Ne? To pa so besede. Besede. Tudi vsi, ki smo danes že odrasli, smo bili nekoč pred težko nalogo naučiti se branja in pisanja pa računanja. Mnogi danes že uveljavljeni mojstri besede in jezika so se kot otroci tudi morali spopasti z na videz nepremagljivimi ovirami. Poglejmo, kakšno zgodbo nam je povedal znani glasbenik Vlado Kreslin. Vprašali smo ga, kdo ga je učil in naučil prvih črk. Kdo me je učil in naučil prvih črk? Najbolj se spomnim seveda Berila prvega, ker so tako črke so bile A, in so bile besede pod A. Spomnim se G je bilo G, gasilec stal gor na, to se moja generacija spomni, gasilec G, gasilec stoji na lestvi, gori, kje gori, kovačnica gori, gasilec stoji na lestvi, ne, to je bilo pod G, to se najbolj spomnim. Ampak še predtem je bila pa, to sem pa zmeraj listal, je bila pa, foter je bil blazen fan, oče je bil blazen nogometar, jasno, ne, in je navijal za Hajduk in smo imeli doma biografijo Bernarda Vukasa. Bernard Vukas je bil zelo slaven in odličen nogometaš. In tisto sem zmeraj listal, to je bila moja prva knjiga. Ker sem jaz ugotovil, da se je hčerka tam nekje pri 5 letih zvedel, da bere, ne. Pa sem pa enkrat rekel, Črne, kje se pa ti znaš brati, ali kaj? Ja, je rekla, ja, berem. Kje se pa naučila? Ker nikoli nismo forsirali po to, nisem. Kje se pa naučila? Pa je rekla, zgodovinski stavek rekla, oče, se veš kako je. Črka tu, črka tam, pa je.
Toliko nam je o svojih spominih povedal znani glasbenik Vlado Kreslin. Gospa Manca, vsi smo bili nekoč otroci, vsi smo se morali naučiti prvih besed. Kako se spominjate svoje prve slikanice, knjigice, ki ste jo morda prebrala do konca? Pravo ste našli, zato sem se smejala že prele. Jaz nisem imela besedo v zibelj položeno, nikakor. Jaz sem rasla v matematični družini, ne? Moja mama je profesorica matematike, moj oče je bil izvrstni matematik, oba moja brata matematika. In moj oče mi je bolj pripovedoval kakšne zgodbice, zelo rad in spomine in tako naprej. Tako da mi je zelo veliko govoril in živela sem med knjigami, ne, kot sem že rekla, in tudi moj dedek je imel izvrstno knjižnico, profesor latinščine in grščine. No, prva knjiga, ki sem jo zares prebrala in ki se jo spominjam, je od Jacka Londona Dolina meseca, ki mi jo je oče pač izročil. Zdaj si pa že dovolj velika, da ne boš brala samo pravljic, ne. In to sem pa prebrala v Dadu že in še danes se spominjam podobe, ki je ostala v meni kot podoba pravega moškega. Gospa Manca, rada bi se vam zahvalila za tale razgovor. Mislim, da sva povedali tudi marsikaj koristnega in uporabnega za starše, ki želijo storiti kaj več za pismenost svojih otrok. Upam, da bodo starši čim večkrat vzeli knjigo v svoje roke, še večkrat pa otroka v naročje in mu prebrali zgodbico, pravljico, pesmico. Ja, naj uživajo. Slišali smo, kako pomembno je, da se čim bolj zgodaj začnemo posvečati razvoju pismenosti. In zdaj k vprašanju. Če ste zbrano spremljali večji del oddaje, boste zlahka odgovorili nanj. Kako zgodaj naj otroku začnemo brati pravljice? Ne bo težko, kaj ne da? Naj ponovimo vprašanje. Kako zgodaj naj otroku začnemo brati pravljice? Z veseljem pričakujem vaše odgovore, pa tudi vaše pobude in mnenja. Na Andragoškem centru so pripravili omejeno število brezplačnih videokaset s posnetkom te oddaje za vse tiste med vami, ki bi oddajo želeli uporabljati v izobraževalne namene. Pokličite nas. Za konec naj vas še enkrat povabim, da z vašim otrokom preizkusite naše recepte. In če vam bo karkoli od predlaganega uspelo, je naša oddaja z igro do pismenosti dosegla svoj namen. Vabim vas v naslednjo oddajo.